Torej, spoštovane državljanke in državljani, slovenska delegacija v Evropski ljudski stranki Evropskega parlamenta je nedavno tega izdala posebno brošuro, v kateri predstavlja svoje delo v zadnjem letu. Na koncu te brošure smo pripravili nagradno križanko in ta nagradna križanka je bila namenjena vsem bralcem in tisti, ki so jo izpolnili in poslali v Evropski parlament na sedež naših pisarn, so danes udeleženci v žrebanju v nagradni igri in nagrada za izžrebanega bo potovanje v Bruselj. Naj poudarim, da z to akcijo želimo člani slovenske delegacije v Evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke, predvsem približati delo Evropskega parlamenta, evropskih inštitucij državljankam in državljanom. Včasih se večkrat sliši, da je naše delo premalo znano v javnosti, zato se seveda vsi skupaj prizadevamo na različne načine ta manko odpraviti. Jaz verjamem, da so in člani naše delegacije, Zofija Mazej Kukovič, Romana Jordan, Lojze Peterle in moja malenkost, že doslej veliko storili za to, da bi ta prepad med evropsko politiko in pa evropskimi državljani, ki živijo v Republiki Sloveniji, bil kar se da majhen. Nenazadnje praznujemo te dni, tudi obletnico, je tudi Evropski dan, s katerim in letošnje leto je namenjeno letu evropskemu državljanstvu, s katerim želimo poudariti pomembnost evropske dimenzije v našem vsakdanjem življenju. Slovenci smo Slovenci, ampak Slovenci imamo tudi ali pa razvijamo tudi evropsko identiteto in to se še posebej pomembno v teh časih, teh kriznih časih, ko so različne oblike istovetnosti v krizi, različne oblike identitete v krizi in tudi s krizo evropske identitete se soočamo. Naslednje leto bo seveda volilno leto in v tem času bomo poskušali z vrsto aktivnostmi povedati, da je poleg Slovenije tudi Evropska unija naša domovina. Še preden bomo pristopili k izžrebanju skupine 50 srečnežev, bi želel, da se v tem uvodu pridružita besedi še moji kolegici. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Res je, smo v tednu, ko praznujemo Dan Evrope in želimo ljudi opozoriti na to, kaj nam Evropa prinaša, kaj nam je že prinesla, kajti velikokrat se zgodi, da so tiste vrednote in da se jemljejo kar samo po sebi, kot da vse mora biti okrog nas, pa temu ni tako, moramo se za to zelo potruditi. No, mi smo pa z tem našim glasilom in tudi s križanko želeli Evropo nekoliko približati Sloveniji, kajti vemo, da se v Sloveniji trenutno ne ukvarjamo samo z krizo, ampak nas je pretreslo tudi poročilo o korupciji, kjer praktično ni slovenskega menedžerja, ki ne bi poskušal dobiti projekta s pomočjo korupcije. Kar mi želimo s tem, tudi s to križanko sporočiti je, da niso samo veze tiste, ki pomenijo, da se lahko nekaj v Evropi doseže. Potrebno je imeti svoj cilj, potrebno je vztrajati, potrebno je verjeti v ta cilj, potrebno je delati. Evropa je polna priložnosti, Evropa ni polna vez, ampak znanja, izkušenj, prizadevanja. To je tisto, kar v Evropi daje uspeh, kar v Evropi obrodi rezultat. In tisti, ki ste se potrudili in rešili križanko, boste danes z malček sreče imeli tudi priložnost, da odidete v Evropski parlament. Hvala lepa in lepo pozdravljeni. Ker je danes Dan Evrope, predvsej sama razmišljam tudi o tem, kako se ta Dan Evrope odraža v Bruslju, kjer mi prebivamo večji del svojega življenja. Sicer gre za to, da mu posvečajo precej veliko pozornost, tudi iz razloga, ker so Nemci in Francozi našli 8. maja leta 1945 en skupni jezik in tako rekoč začeli živeti v miru. In znali so si podati roke, tudi danes si jih znajo podajati. In tudi to bi moralo biti vodilo za nas v Sloveniji, da mi v tej krizi, posebno v tej krizi, potrebujemo soglasje. Potrebujemo soglasje v tem, da moramo reševati
gospodarsko krizo, socialno krizo in seveda tudi politično krizo. In da nam nihče ne bo pomagal, če si mi ne bomo pomagali sami. In pred kratkim mi je rekel oče 5 otrok iz Slovenije, pravi, pri nas doma ni krize. Mi smo vedno živeli skromno, mi smo vedno delali. Delo je treba iskati tako dolgo, da ga najdeš. Delo je morda treba tudi videti. In to je zame en prikaz tega, en prikaz vztrajnosti, ki jo potrebujemo in seveda zato potrebujemo tudi sožitje. In družina je tista, ki je celica sožitja, nadgradimo jo s tem, da smo mi živimo bolj sožitje v Sloveniji in da znamo biti bolj sklopljeni, zlepljeni z Evropo. Predvsem mladi so tisti, ki bodo lepilo Evrope, seveda, če jim bomo znali podati to sporočilo in te vrednote. Zelo me veseli, da ste se odzvali povabilu k sodelovanju 2 poslank in 2 poslancev slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Čestitam vam k izvolitvi oziroma k dosežku, da boste prišli 26. junija v Bruselj, v parlament, da boste lahko videli in slišali, kaj se tam dogaja. Z veseljem se bomo z vami pogovorili in mislim, da se bomo ob tej priliki lahko tudi spomnili, zakaj in kako je nastala demokratična in samostojna Slovenija. Zelo smo veseli vašega zanimanja za Evropo, za katero se je odločila Slovenija. Vemo, da je danes Evropska zveza v krizi, ampak vemo tudi, da nima alternative, da se je treba dogovoriti, kako bomo naredili iz Evropske zveze bolj privlačno skupnost držav in narodov. Hvala lepa. Torej naj povemo, da bo obisk v Evropskem parlamentu v času praznika Dneva slovenske državnosti, takrat bo skupina izžrebanih prišla na obisk v Evropski parlament. Želel pa bi res se pridružiti obema kolegicama. Evropski projekt ni mrtev projekt, čeprav nekateri menijo tako, da je, predvsem zaradi geostrateških razlogov. Mi smo življenjsko vezani na to, da evropski projekt uspe, mislim Slovenija kot taka. In jaz sem prepričan, da ima Evropa še toliko energije, da bo preživela in premagala tudi to krizo. Ne nazadnje, nekateri pomembni guruji svetovne misli pravijo, edino Evropa je prostor, kjer lahko človek živi kvalitetno in kjer se lahko v polni meri izrazi empatija, sočutje človeka do človeka. To je Evropska unija. Hvala lepa in zdaj bomo začeli z žrebanjem. Izmenično, ne? Maja Peterman. Brkovič Sonja. Kaj pa Anja? Razen. Ogrizek Ida. Vera Šmit. V glavnem ženska. Vršac Žiga. Lajh Mateja. Rozman Brigita. Lisjak Tomaž. Blago se Tomažu. Sami ženski. Koprivšek Justina. Anton Jaklič. Miljuš Staš. Lajh Emil. Tatjana Kodre. Tepina Rastislav. Lajh Vladka. Tjaša Margon. Franja Šilih. Sitom Marinka. Nada Jurič. Vasle Vivat Jerica. Kaltak Indira. Primož Kavčič. Marko Delič. Koprivc Ana. Dejan Nigovič.
Franjo Kljun, Sušec Nastja, Vlado Simonič, ne vem. Nadja Tiringer, Mravljak Peter, Katja Grahek, Mateja Burgar Makovec, Čeligo Vengost Gregor, Matjaž Kastelic, Jožefa Jaklič Rotovnik, Povir Knejc, Anton Goričan, Nežka Kavčič, Huremovič Sanela, Mitja Podgornik, Emil Strel, Perner Špela, Angelca Bergant, Orjana Curk, Tavčar Nina, še koliko? Stanka Goričan, Metka Avsenik, še dva, Supe Polonca je predzadnja. Polona Krmelj, zadnji. Ja, Evo, čestitamo vsem. bravo. Dobrodošli v Bruslju, torej ob dnevu največjega slovenskega praznika. Tam bomo priredili tudi poseben prireditev v čast slovenskega državnega praznika in srečno pot do Bruslja vsem Išrevan. In Prešernova Zdravica, ki je tudi sredi Bruslja, menim, da jo bomo lahko skupaj zapeli ob tej priložnosti. Se dobimo ob slovenskem pomniku tam pri Tako. Evropski komisiji. Dobro, čau. Srečna.